Tako, domača naloga, so bila 2 primera iz te, 2 primera 4 iz te, 2 iz te. Jaz bom pa tako malo površno naredila mogoče tiste, ko so vam šli malo težje. Zdaj, tale je nerazcepna, se pravi, da ni rešitev. Če ste dobili D je manjši od 0, potem ste v redu. Potem pa recimo še lahko x na kvadrat minus 5, pa dobite takle, ne. Prva rešitev x1 je koren 5, pa druga rešitev je minus koren 5. Tako, zdaj pa dajmo še eno od tule. Na primer tole. Ko si jo težje preverite, ne, plus 3 je 2x, ker ni rešitve, lahko pride v večjih primerih. Kaj treba paziti je, da najprej zložite člene po vrsti x na kvadrat, minus 2x damo na ono stran, plus 3 ostane in je 0. Potem vzamete a v tem primeru je 1, b minus 2c je 3. Zdaj upam, da vas ni tule zavedlo, da ste šli po Vetovem pravilu, ker se minusi ne izidejo, ne. Zdaj imamo pa d je b na kvadrat minus 4ac minus 2 na kvadrat minus 4 krat 1 krat 3 je to 4 minus 12, kar je minus 8. In res tale nima rešitev, ne. Okej. Zdaj bomo pa še eno od tehleh. Zdaj, tele naloge, tale je v bistvu, ta je tisti sveti gral, ali kako bi rekla, da če to znate rešiti, potem ste dosegli cilj te naloge, ne. Saj boste videli še, jaz se kdaj zmotim pri teh nalogah, ker so res obširne, ne, pa si tule prepišemo, ne. Bomo kar prvo. 4x minus 11 x minus 2 je x minus 2 x minus 4 plus 4. Zdaj tukaj je treba najprej oklepaje odpraviti, potem dati vse na eno stran, pogledati, če res kvadrati ostanejo in potem rešiti, ne. Se pravi, gremo zdaj vsakega z vsakim. To je 4x na kvadrat minus 8x minus 11x, ne, gremo zdaj s tem, plus 22 je x na kvadrat minus 4x minus 2x plus 8 pa plus 4. Zdaj pa jaz vam predlagam, da najprej toto stran pa toto stran malo damo skupaj, pokompaktiramo, ne. 4x na kvadrat minus 19x plus 22 je x na kvadrat minus 6x plus 12. No, zdaj pa nekako nam je jasno, da se nam x kvadrati ne bojo izničili. To pomeni, da ne bo tista navadna x na eno stran, število na drugo, linearna enačba, ampak bomo mogli se poslužiti kvadratne. In damo vse zdaj na eno stran. Se pravi, imamo zdaj 4x na kvadrat minus 19x plus 22 minus x na kvadrat plus 6x minus 12 je 0. Zdaj damo pa x kvadrate skupaj. Je to zdaj 3x na kvadrat minus 19 plus 6x je minus 13x in potem imamo pa 22 minus 12 je pa plus 10 je 0. In zdaj, če tako pogledate, je kar veliko dela za eno kvadratno enačbo. Jaz upam, da se zdaj tule nismo zmotili. Zdaj, če ste se že do tule zmotili, še vedno greste naprej. Točke jih dobite seveda za poteg veliko. Kaj bomo pa zdaj naredili, da dobimo malo več prostora? Tole bomo zbrisali, ker ne bomo več rabili, ne. In bom šla tule naprej reševati.
Pravi, to je zdaj kvadratna enačba, povedo se mi zdi, da ne bo šlo, zato bomo rekli a je 3, b je -13, pa c je 10. Najprej poskusimo, če sploh ima rešitev. D je b na kvadrat minus 4ac. D je -13 na kvadrat minus 4 krat 3 krat 10. D je pol 169 minus 120. D je 49. No, ko vidim tole 49, se mi je kar malo oddahnilo, ne, da mi ne bo treba še enkrat snemati celotne tele enačbe. Tako tole bom zdaj pobrisala. In rešitve enačbe so zdaj prva je minus b plus koren d polomljeno z 2a. x1 je potem minus 13, ne, plus koren 49 polomljeno z 2 krat 3. To je zdaj 13 plus 7 polomljeno z 6 je 20 šestin, kar še lahko pokrajšamo z 2, je to 10 tretjin. x2 je pa minus b, minus koren d polomljeno z 2a. To je zdaj 13 minus 7 polomljeno z 6. To je pa zdaj 6 šestin, kar je 1 cela. Ne? In v tem primeru lahko zdaj svinčnik vržemo. Jaz ne bom, ker sem res odvisna od tega svinčnika, imam samo enega za tablico. Ampak vi pa kar puf in yes, uspelo nam je. In to je v bistvu kvadratna enačba. Nič takega, če smo natančni, kot vidite, ne?